Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si v današnji uri resnice. Z menoj sta naša stalna komentatorja Edvard Kadič in Peter Jančič, lepo pozdravljena. Dve temi imamo danes, eno je bil pretekli 3. maja, je bil Mednarodni dan svobode medijev, pa bomo malo pogledali najbolj odmevne izjave ob tem dnevu dveh znanih političark, Nataše Pirc Musar in pa Aste Vrečko, odhajajoče ministrice za kulturo. In pa druga tema, kdaj bo vlada oziroma kakšno vlado lahko pričakujemo, ideološko ali pragmatično. Malo se te dve temi pokrivata, ampak začnemo s tem 1. majem, oziroma 3. majem, bom začel s tabo, ko si pač novinar, ne. Mislim, mene sta ti dve izjavi, oziroma pač kako rečem, poslanici, ne, ob 3. maju, Nataše Pirc Musar, predsednica Republike, in pa Aste Vrečko, ministrica za kulturo. Mislim, v bistvu so me kar malo, tako bomo rekel, šokirali, ne. Zdaj so mi popolnoma absurdni, ne, na nek način celo blesami, ne samo ideološko zaslepljeni, ne. Ampak načeloma me zanima najprej, recimo, vajno mnenje, ne, zakaj se sploh politiki oglašajo, no, ob dnevu svobode medijev? Mislim, ko običajno, vse veš, ne, mediji in politika naj bi bili nekem drugem razmerju, ne da bi se drugemu dajali poslanice. Dva razloga sta. Eden je promocija osebna, ne, so v vsakem prazniku pošljejo neko sporočilo, ko jim itak drugi pripravijo, ne. Drug razlog pa je vplivati na javno mnenje z temi sporočili, skušajo ustvariti vtis, kakšen je nek položaj v državi, ne. In v tem delu so tu te izjave bile res popolnoma burleskne, ne, neverjetne. Ker tudi nobenega stika z javnostjo. Ja, ker tudi čisto navadni ljudje so videli, da pišete neumnosti, popolne, ne. Protestirati proti državnim medijem ob tem, da večina vseh novinarjev v državi dela v državnih medijih, da je vlada v zadnjih letih izvedla čisto jasne politične čistke na RTV Slovenija, kjer so zamenjali vse programske svetnike, nadzornike, vse glavne direktorje, vse urednike in cel kup novinarjev, ne. In to ne skrito. Pa en kup se jih odpustili tudi, ne? Ja, Ustavno sodišče je to celo nekaj časa zadržalo, je to njihovo, levo Ustavno sodišče, kot očitno kršitev ustave, ne, ker se to ne sme predčasno menjati vsega živega, ne. Potem so, ker imajo večino, vsaj dovolili, da je šlo naprej, niso pa presodili tudi po nekem pritisku liberarne komisarke iz Evropske unije, ki je bil dodatno sporen, ne. Imeli smo tudi podobne čistke na državnem Siol.net, ki je vlasti Telekoma državnega, ne, ker so dvakrat predčasno zamenjali direktorja in odgovornega urednika, kar se ne sme. Po vrhu so v času pred kampanje, ne, volilnem letu tja pripeljali PR-ovko obrambnega ministrstva. To smo se zadnjič pogovarjali, da interpretira raziskave javnega mnenja v korist Gibanja Svobode, ne, njenega delodajalca, predtem pa tudi, ne. Bil je tam še dekan fakultete za novinarstvo, ki je pri tem pomagal, gospod Samo Uhan, ki bi moral prvi znoreti, ne. In potem pride predsednica republike in svari pred državnimi mediji in nam pove, da je problem to, ker je gospod Stevanović zdaj predlagal, da bi namesto obveznega prispevka, davka, ki ga plačujemo RTV Slovenija, ki ima velikanske stroške, da to izterjuje, pa to, da bi zdaj po novem, ne, to je predlagal, da je po novem država direktno z proračuna plačevala, in to je za našo predsednico pomeni, da nenadoma dobimo državni medij, ki je podrejen politiki, ker je čista neumnost. Mislim, gledajte, čisto vseeno je, ali davek plačujemo direktno, ne, obvezen davek neki državni televiziji ali pa preko proračuna, oziroma razlika je v tem, da če gre preko proračuna, potem bogati plačajo več, ne, če pa gre kot zdaj, potem pa vsi plačamo enako in bolj udari po revnih. Tako da z vidika te levice, ker predsednica pa Asta Vrečko sodita na levico, je tudi njuno ravnanje nerazumno. Oni se zavzemajo sicer v vseh primerih, da je treba bremena bolj razporediti med bogate, ne. Sam celo nisem zagovornik tega, no, ampak glavna argumentacija, ki pa jo imata, da bo zdaj postala nenadoma državna RTV Slovenija državna zaradi te spremembe, če bo sprejeta, to je pa popolnoma nerazumno in mimo, ne. Drugo je pa to, poglejmo, to sem že večkrat opozoril, ne. Javna RTV, kot jo oni pravijo, javni so sicer vsi mediji v resnici, ne, bodimo natančni, državna RTV je glavni kadrovski bazen levih političnih strank. In, ne, Nataša Pirc Musar je eden od kadrov iz te državne televizije, kot Tanja Fajon, ne, kot, ne vem, Marjan Šarec, kot Violeta Tomić, kot Mojca Pašek Šetinc.
In to lahko naštevamo in naštevamo. Ne? Levica ne potrebuje podmladkov strank in jih tudi tisti podmladki so brez veze, ker oni imajo državno televizijo, ker vzgajajo svoje kadre in ki na ta način zadnja leta tudi obvešča javnost. To je medij, ki je strankarski. Ker vsi vemo, da je strankarski. In tudi zdaj, ne, pred volitvami in po volitvah, je ravnal strankarsko. Če gledamo te njihove mnenjske prispevke, in ki so tudi neke oddaje, ki so jih uvedli po teh čistkah, ne, to je popolnoma jasno, da je pristransko. Ne, in je celo bolj pristransko kot recimo Nova 24 TV, ki je deklarirano, ne, pove, da je desni medij. Ne. Tile trdijo, da niso, ampak ravnajo pa na ta res pristransko. Oni niti ne povabijo druge strani. Nova vsaj poskuša TV, ne, da v Planetu ne govorimo, ki je više profesionalnosti, če primerjamo. Ne. In to bi tisto, kar bi nas moralo skrbeti, ne, da pride pa v takšnem, dodatno pa je iste neumnosti govorila še Asta Vrečko, ki je bila ministrica za medije zadnja leta in je bila osebno odgovorna za te izvedene čistke pa to, ne, in tudi za neke spremembe zakonodaje in poglejte za delitev denarja, ki smo je ravno priča. No, to sem hotel zdaj povedati. Oni so, da imamo nek sklad že dolgo, ne, ki bi ne skrbel, da bi bili mediji pluralni, da bi lahko najdli vsebine in nazorsko levi in nazorsko desni. Ravno kar so, ne, na podlagi te logike razdelili denar, kjer so ves denar dali necenzuriranim Mladini, Delu, Dnevniku, samim levim medijem. Čisto nič pa desnim, ki so v velikanski manjšini, nazorsko in kamor bi v normalni državi, če država že spodbuja pluralnost, absolutno mora iti ves denar. Glejte, mi imamo na oblasti goljufe. To je goljufanje. Imamo tudi korumpirano oblast, to je tudi korumpiranje. To je direktna korupcija. Da z državnim denarjem plačuje svoje medije in onemogočaš konkurenco, ki je itak skoraj ni. To je čisti primer korupcije. In dajmo to povedati. No. To je fajn, da so te izjave bile objavljene, da sprožijo razpravo o tem, kaj ti ljudje počnejo. No. Zanimivo je to, Edvard, Peter, Asta Vrečko je med drugim pač rekla, da je problem tudi v tem, ker so se mediji privatizirali, ne? V roke so dobili tajkuni. A hkrati ta ista Asta Vrečko, zdaj ta denar, o katerem govori Peter, razdeli direktno dobesedno v žepe teh tajkunov. Ne? Kar nas je zadnje desetletje naučilo v Sloveniji je to, da kar levičarji govorijo, moraš ravno gledati v drugo smer. Ne? In to je zdaj že tolikrat potrjeno pravilo, da samo še, kaj ne rečem, popolni naivnež tega ne jemlje kot aksiom slovenskega političnega prostora. Dejstvo je, da so te izjave v bistvu neka PR-ovska pogruntavščina, oziroma da se da nekaj. PR-ovci so nekateri novinari, nekateri pač prehajajo z nekih drugih tokov, ampak njim se to zdi strašno pomembno, da se javljajo potem tudi ob dneh, ki se recimo konkretno tičejo te medijske svobode oziroma medijskega prostora. In zato mi potem sledimo tem izjavam. Drug vidik teh izjav pa je, da se seveda poskuša vplivati na eventualne spremembe, katerim je čas nekako naklonjen, do katerih bo moralo priti v slovenskem prostoru, političnem prostoru, in tega jih je strašno strah. Ne? Ta trenutna klika, jaz bi celo rekel, da je tale RTV Slovenija kot takšen v bistvu srednji nekak ideološki bazen. Ne? Te novinarji, ki tam delajo in uredniki in tako naprej, potem prehajajo v različne gospodarske družbe, več ali manj večinoma družbe, ki so na pol ali pa v celoti v državni lasti, zaradi tega, da lahko mirno to svojo ideologijo zganjajo naprej. In to je jasno v resnici vsem, razen več kot očitno tistim, ki jim noče biti jasno. Zakaj? Zaradi tega, ker so trdno prepričani, da tisti trenutek, ko bi nastopila pluralnost, to se pravi, ko bi nastopila neka prava medijska demokracija, bi za njih se končalo obdobje obstoja. Ker so več kot očitno nesposobni funkcionirati na nekem zasebnem trgu in tako naprej. Mi vsi radi razpravljamo o tem medijskem trgu kot o nekem strašno zapletenem trgu, ki naj bi nujno potreboval neke državne finančne injekcije in tako naprej. Mogoče jih je dobrodejno za marsikoga, predvsem od manjših medijev, da pride. Ne? Ker ta medijski prostor oziroma to financiranje medijev nujno potrebuje, je prepoved državnih podjetij, da oglašujejo svoje, da ne rečem, kakšne dejavnosti. Kaj ima Dars za oglaševati svojo dejavnost? Naj uredi avtoceste in bo stvar rešena. Ne? Kaj ima, ne vem, GEN-I za oglaševati
pospeševati neke dejavnosti, ki so itak državno regulirane in v bistvu državno normirane, ne? In tako naprej. To je tisti katalizator, ki bo resnično posegel na polje, to se pravi financiranje in ne nazadnje obstoja medijev, ko se bojo državni financerji umaknili, ker te državni financerji so namenjeni v resnici izključno politični propagandi. Oni niso namenjeni temu, da bomo, ne vem, mi spremljali strašne koristi za 3 promile boljše cene na GEN-I-ju, kot pa, ne vem, Petrol Energija ali kjerkoli, kjer je Petrol spet državna zgodba, ne. To ni temu namenjen in tega ljudje večinoma ne jemljajo na tak način. Jemljajo, da gre za neko osveščanje javnosti o novih cenah, novih storitvah, produktih in tako naprej. V resnici gre pa samo za financiranje, to se pravi financiranje za to, da se ustrezno vpliva na novinarske, uredniške in verjetno še kakšne druge odločitve v ozadju, zato da lahko stvari nekako tečejo, funkcionirajo in zato pa imamo tako katastrofalno nagnjenost slovenskega medijskega prostora v levo. Ker na eni strani imamo državno financiranje, zdaj ali mi to govorimo o te naročnine ali govorimo o nekem novem davku ali karkoli je irelevantno, to imamo na eni strani in to prisilno financiranje politične agende se ves čas poskuša racionalizirati in to sta tudi predsednica in ministrica v svojih izjavah posebej izpostavljali, ja, potem bo pa otroški program trpel, a ne. Potem bo pa trpel, ne vem, pevski zbor in ne vem kaj, a ne. Mogoče bo trpel. Mogoče ga bo pa po svoje okrilje vzel, ne vem, župnijski urad, ne vem kjer, in bo ta pevski zbor funkcioniral naprej, a ne? In se bo funkcioniral iz nekih drugih virov. In to poceni politikanstvo, ki je vsem nam jasno, zakaj se ga poskuša pokriti na tak način, je naravnost degutantno. In jaz se tukaj globoko strinjam s tem, da te izjave so degutantne že po samem izvoru, kaj hudiča se imajo politiki vpletati v delovanje in neko promocijo neke pluralnosti in demokratičnosti medijskega prostora, ker mediji kot takšni so pač četrta veja oblasti, ki naj bi te iste politike imeli pod kontrolo. To se pravi, po defaultu bi politik mogel biti proti temu, kar pa glede na nauk, ki smo ga dobili v zadnjem desetletju, tisto, kar levičari strašno promovirajo, in na koncu moraš gledati ravno v obratno smer, da dobiš neko vsaj približno realno sliko stanja v Sloveniji in točno to se je zgodilo tudi v tem primeru. Bi to rekel, da se mogoče pokaže to sprenevedanje že samo realno dogajanje. No? Ravno kar je bil sprejet nov medijski zakon, s katerim je leva večina uzakonila, da bo ob 100 milijonih iz prispevka RTV dodatno iz proračuna dobila 10 milijonov za manjšinske programe. Pa predsednica republike ni protestirala, da je to konec sveta, pa neodvisnosti, pa ne vem česa, ker tu bo pa država imela kao vpliv na te manjšinske programe, gledaj pa popolnoma tiho, nobene kritike. Torej tukaj, ko so rabili dodatni denar, ni problem, če se da z proračuna. Problem je samo, če nekdo drug to naredi, recimo Stevanovič nekaj predlaga, veljajo pa ista pravila. Tisto, kar bi jaz opozoril, je to, mi imamo državno RTV Slovenija, ki država pošle čez 100 milijonov, tudi 120 milijonov od 150 na letni ravni. Imamo državno STA, kjer za plače vseh novinarjev denar da država. Imamo Sjolnet, ki je tudi preko Telekoma državni in ga Telekom sponzorira. In tu je zaposlena v teh medijih, ker RTV Slovenija ima tudi zelo dosti medijev, radijske, lokalne, televizijo, večina novinarjev v državi. In oni ne poslujejo tržno. To ni res. Oni so plačani, prvi so v državni lasti in plačani so od države. Ne glede na to, ali jih ljudje gledajo ali ne, in jih tudi ne gledajo, ko gre za RTV Slovenija. Bolj gledajo Pop TV, Planet TV, sploh niso v resnici odvisni od gledalcev, kar bi morali biti, in rušijo trg. Sej privatniki na tem trgu, ker imaš tako močno državno posredovanje že samo v tem delu, ko je čista državna last, pa še to, kar si ti omenil, preko tajkunov, pa denarja, ki leti iz državnih podjetij, ta svobodni mediji, za neka svobodna iniciativa, praktično nimajo možnosti, Sej tudi praktično ni. Če bomo pogledali tisto, kjer so dostopni podatki, recimo o najbolj branih portalih,
tam zasebniki praktično izginjajo, jih ni, ne? Na vrhu so sami vse bolj državni mediji, ker jih politika strašno financira. Na koncu denar prevlada. Ne? Je nekaj izjem, ti si izjema, ne? Jaz sam poslujem brez vsake državne pomoči zadnja leta, se da preživeti, ne? Ampak ti drugi pa v resnici po mojem ne morejo. Ne? Ampak to ne samo zdaj, da RTV pa državni mediji rušijo trg rušijo tudi ta medijski sklad. Ne? Zdaj so se ti zneski, kot smo lahko videli, ne, drastično povečali. Ne? Jaz vidim zneski za posamezne portale, da je celo recimo do višine polovice budžeta, recimo, ga ima moj spletni portal v enem letu, ne? In to pač ne moreš potem resno konkurirati na trgu, če ti nek konkurenčni portal direktno financira država. Ne? Ja, zdaj, če pogledamo necenzurirane, ne? Zdaj pač Asta Vrečko skočila na mesto Goloba, ki je prej neposredno kot direktor plačeval jim na vzporedno podjetje Genija, ne? Pa Telekoma, ki jih je prej tudi plačeval njihovo zasebno podjetje, ne? Da so delali za Siolnet, ker so drugi novinarji sicer zaposleni, ti pa niso bili. Ne? To imamo to neverjetno prakso. Hkrati nam pa ti isti, ne? Asta Vrečko, na vso moč pridigajo proti neki zasebni lastnini, nekom koriščenju. Kaj pa to je? Ne? Delujejo, kaj pa delajo? Pišejo propagandne članke, čisto očitno za vladne stranke in to se financira. Ne? Zavračajo pa financiranje drugih z argumentom, da niso vse stranski. Dejanska logika pa je, ne, da niso njihovi. Oni pač plačujejo svojo lastno propagando in to potem razglašajo za neke neodvisne, svobodne medije. Mislim, to je to sprenevedanje, o katerem govorijo, ki je v resnici slabo za državo. Ne. Je pa neverjetno to, ne, da so ne glede na vse to, kar so naredili, ne, tudi so goljufanje, očitno, velikanske investicije v mediji, so izgubili volitve. Ne. Je pa še nekaj, no, iz teh dveh poslanic razvidno, ne, ampak se s tem že počasi malo prehajamo na drugo temo okoli vlade. Ne. Očitno je, ne, da bo RTV ena od teh zgodb, ne, v prihodnem obdobju. Ne. Tukaj se bo očitno znova poskušalo odpreti vprašanje RTV-ja, vprašanje vlade Janeza Janše, če bo nastalo, ne, pa poskus, bom rekel, insinuacije nekega ideološkega spopada. Ne. RTV je velik problem bil že pred 4 leti, ne. In ta vlada problema, ki je, ne, to je to, da imamo velikanski medij, ki ga ima zelo malo gledalcev, poslušalcev, ki ogromno stane, ima zelo veliko število zaposlenih, ne, bi morali narediti resne reforme, ga spraviti v modern svet, ne, kjer potrebuješ pol manj zaposlenih, ne, pa bistveno boljše programe, da bi več ljudi gledalo. Ne. V 4 letih ni vlada za to naredila popolnoma nič. Absolutno nič. Vse so naredili samo zato, so svoje kadre tam nastavili preko levih nevladnikov, ne, se delajo, da niti niso njihovi, ne, in poslali so ogromno dodatnega denarja, celo zakonodajo so spremenili, da bi še več denarja šlo tja, ne. Rešili pa niso popolnoma enega problema, razen da so jih še povečali. Ker s temi menjavami, zamenjali so se celo tudi 2 upravi na vrhu, ne. Martič je hitro odstopil, pa je prišla spet nova uprava, bivša direktorica vodi, ki je prej niti nobenih temu voličev za časa Kadunca. Ne. Te menjave so samo še povečale probleme, ki so pa realni, dejanski, da imamo nek medij, ki deluje neprofesionalno in slabo in tega sploh ne vidijo, ne. In ne rešujejo. Zanimivo je, da pa te kapitalistične zahodne države, ne, tudi naše sosede, te probleme rešujejo. Na BBC ravno poslušamo, ne, kako se ukvarjajo z restrukturiranjem, spremembami, ne, ki so v modernem svetu nujne. Ne. Ja, pa hočem reči zdaj, da vsako drezanje, ne, v RTV, ne, se bo zdaj nekako tolmačilo, obravnavalo kot nek napad, ne, recimo nove vlade, desne vlade na neodvisnost medija. Ne. To se zdaj kaže tudi v teh poslanicah. To hočem reči. Ne. Če se bojo ljudje s tem strinjali. Ja, zato se mi postavlja vprašanje zdaj, ali je po vajnem mnenju, ne, smiselno to, da se recimo bodoča desna vlada loti tega RTV-ja ali ne enostavno prepusti, da stvar, kako bi rekel, izumre po neki naravni poti. Jaz mislim, da je problem RTV potrebno urediti. Drug problem, ki je mogoče večji od tega, pa je, da več kot, to se pravi po stanju na volitvah, dajmo reči, to se pravi 50% ali pa še več, slovenske populacije ne zaznava to kot problem. Ne? Kar pomeni, da mi tukaj le mečkam diskutiramo o tem, mi ne nagovarjamo celotne slovenske populacije. Jo, si želimo jo nagovor, da bi nam kdo prisluhnil. Ne? Ampak dejstvo je, da glede na rezultat volitev je to približno polovica. Ne? Kar pomeni, da se samo polovici ljudi zdi to dejanski nek problem. Ne? Ostali polovici se pa nekako
razmišlja pa takole, kaj se vi desničarji vtikate v naš RTV, v te naše medije, financirate si svoje medije. A ne? Ob tem pa pač klasično pozabljajo na to, da so v bistvu te mediji, v kateri govorijo, tudi mediji ljudi, ki so svetovno-nazorsko nekako usmerjeni bolj desno. In ki jih tudi financirajo, ne? Pasivno, ki to financirajo. Ne? In ko imaš ti takšno mentaliteto, ti v resnici drugače kot z motorko se tega niti ne moreš več lotiti. Ne? Ker ali boš to odrezal, sesekal in zaključil, vsi ostali pristopi, po mojem mnenju, bojo plus minus neuspešni, preprosto zato, ker je normalno, da se bo nek ekosistem, kot je recimo RTV in vse ostalo v ozadju, kar je ustvarjeno, ne samo v tem mandatu, ampak to je ustvarjeno že kar nekaj mandatov, se je to kupičilo, ne? Se bo naravno branil, kaj pa naj naredi? Sej tej isti polovici ljudi, katerim je to tako vse normalno, oni si niti v sanjah, za razliko recimo od mene, ki sem pač v podjetništvu, se jim niti v sanjah ne sanja, kaj naj s temi ljudmi počnejo. Ne? Tako kot se ljudje po pismih bralcev in ne vem, kje še vse sprašujejo po mrežjih, ne? Ja, kaj bomo pa s tistimi ljudmi na nekem ministrstvu za solidarno prihodnost, ki je sam po sebi čista norost. Kaj bomo pa s temi ljudmi? Ja, mislim, ne vem, kaj boš pa naredil, če je tam nek oddelek v neki metalni ali pa ne vem, kaj je bil litostroj, ne vem, kaj se je pa z njimi zgodilo? Šli so boljšim izzivom, boljši prihodnosti naproti. Šli so na zavod, šli so sem, tja naprej in zadeva se vrti dalje. Zdaj, samo s to, in to bi verjetno moral biti eden od prvih pravzaprav nekih zakonov, jaz ne vem, kako to urediti, ampak da si ti v državni službi ne pomeni, da imaš službo za večno. To, da si ti nekam RTV, ne pomeni, da imaš ti službo za večno. To pomeni. In kdorkoli se bo tega lotil, bi verjetno bil pravi način na ta način, kot se je Nova Ljubljanska banka reševala na Hrvaškem. Ustanovila se je Nova Ljubljanska banka, Nova RTV, jaz ne vem kaj. In da se ta šrot, ki tam se gre ideološke vojne in ki blati, ki uničuje pravzaprav usode ljudi in na dolgi rok usodo države Slovenije, da se znajde tam, kamor paše, v lastni gnojnici, da ne bom še kakšnih globih ali pa grših besed uporabljal, zaradi tega, ker po vseh teh letih spremljanja te medijske scene, pa ne nazadnje razvoja tudi slovenske političnega prostora, jaz moram priznati, da drugega, kot da ti pridejo grde besede in nek notranji bes na jezik, počasi zmanjkuje tega prijaznega, demokratičnega izrazoslovja. Enostavno ti počasi tega zmanjka. To se pravi, če jaz pa razumem, tvoje mnenje je, da bi se pač nova vlada, ta desnosredinska vlada, ki zdaj nastaja, morala RTV lotiti, kot praviš, z motorko. Ker nekateri komentatorji pač opozarjajo, da je to past lahko, v katero se bo pač desna vlada upletla, ideološki spopadi, da je to bolj spustiti. To so običajno komentatorji, ki se lastne sence bojijo in se bojijo, kaj bojo jutri, če bo ostali brez službe. In zato celemu svetu lahko povem, kaj bo jutri, če ostaneš danes brez službe, jutri bo nov dan. Boriš se naprej, greš svojo pot naprej, če si jasno prepričan v svoj prav in neko svojo vizijo, greš naprej. In RTV je neka gnojna bula tega slovenskega prostora, medijskega in političnega prostora, ki jo je treba razrešiti. Ali z motorko, ali s tem, ali z unim, s tretjim, je irelevantno. Jaz samo pravim, da po mojem razumevanju prostora in časa, v katerem živimo, drugače kot z motorko, bo zelo težko. Vsaka nova oblast, ki ne bo leva, bo pač ta RTV morala razrešiti. Morala ga bo razrešiti, ker sicer bo imela samo leto ali pa 2 leti mandata, vse ostalo bojo pa spet, bom rekel, cigu-migu, ljudje tamle z bicikli, pa z maskami, pa ne vem, s čem skakali po Ljubljani in se šli, da nismo hlapci in ne vem kaj. Ko danes pogledaš skozi časovno perspektivo nazaj, vidiš, da so te ljudje navadni klovni, nič drugega, uporabni idioti erste klase. Ki se zavzemajo za to, da lahko živijo brez, to se pravi, resnih rezultatov svojega dela. Če vzamemo zdaj novinarje, resni rezultati novinarskega dela so seveda neko objektivno poročanje, neko raziskovalno delo, neke zgodbe, ki se človeka dotaknejo, ki nekaj premaknejo in tako naprej. To, da pa ti hodiš v službo, pa bereš neke PR-ovske, ti si enkrat dobro rekel, da ne hodiš na tiskovne konference, zaradi tega, ker pač nisi PR-ovc. In če tega v bistvu
to razumevanje kako bi rekel, prebije te megle, te teme slovenskega medijsko-političnega prostora, potem je vse zastonj. Ne? In jaz mislim, da je zelo težko z nekimi demokratičnimi procesi, pa bomo tam malo spremenili, pa bomo tam malo manj financirali in tako naprej. To pač ne gre. Ne? Žal ne gre. Mislim, nimam nič proti tiskovni konferenci, sem ne smisel, da je hoditi pa nič spraševati. Ja, razumem. Ampak to se morala vlada gledati širšo sliko. Sam če moment še, Peter, ampak podobno velja tudi za STA, kako Slovensko tiskovno agencijo. Jaz mislim, da je STA, jaz mislim, da je STA, jaz ne poznam znotraj, poznam ljudi, ki tam delajo in vem, kam pašejo in vem, kaj se grejo, ampak jaz mislim, da tam je v bistvu že s parimi potezami glede financiranja in tako naprej je, recimo Urbanija se je nenazadnje dobro lotil, zakaj mora mediji dvakrat plačevati, na eni strani plačuješ za novico, na drugi strani pa plačuješ še za dostop, to se pravi najprej imaš kratko novico, pa imaš globoko, to se pravi razširjeno novico, pa imaš še posebej plačilo za neke fotografije, ampak vsi ti ljudje so pa na proračunu v bistvu plačani. Zakaj je potrebno, ker če si ti proračunski medij, potem ti to ni problem, plačaš vse, zakaj pa ne? Se itak to vse dobiš skozi proračun nazaj. Če si pa ti zasebni medij, imaš pa resne težave in verjetno si upam tudi to špekulirati, da je to pravi namen vsega tega in po mehki poti, to, kar je Urbanija hotel izpeljati, da je neko pogodbo odpovedal in tako naprej, je doživel točno to, kar jaz govorim, upor ekosistema, blatenje, tožbe in ne vem kaj še vse, kar pomeni, da ta pot, bod moralni, ne deluje, preprosto ne deluje. Treba po drugi poti. Izkušnja je, ne? Izkušnja je. Ja. Motorka, skratka, predlaga Peter. Ti ne gre za motorko. No? Vsaka oblast, tudi desna, če pride, pa mislim, da bi tudi leva mora pogledati širšo sliko. Mi imamo v Sloveniji dosti javnih medijev. Vsi mediji, ki so dostopni za stojn, so javni. Ne? In je zdaj dejansko vprašanje, ali je pametna investicija, da ti zagoniš 120 milijonov za en medij, ki ga praktično zelo malo ljudi gleda. Ne daš pa denarja drugim medijem, ki imajo dosti mislim, več. Da je že okoli 150-160 milijonov. Vse skupaj. Ampak ti si vsaj del proračuna pokrivajo državno podjetje. Pa še to bi rekel, zabavno je tudi bilo ob tem predlogu zakona gospoda Resnice, o drugačnem prispevku, to je ta mlajši gospod Igel nek opozoril, na eno zanimivost, da RTV Slovenija samo za službo, ki pobira te prispevke, porabi skoraj desetino tega denarja. To je več kot cele televizije, druge imajo cele proračune. To je za nekaj novih TV Slovenija, oni samo za te položnice porabijo, pa za izterjave. Mislim, da 2 milijona pa pol, nekaj tazga. 2 milijona pa je proračun Nove TV. Nove TV, jaz sem razumel RTV. Novo TV se mislilo. To, pa mislim, da gre za več denarja v resnici še za to izterjavo, moram zdaj nazaj pogledati, ampak to je ustrezno opozoril, to so nerazumni stroški, ki jih dejansko je mogoče zmanjšati. En način je to, da pač država to izpelje na drug način in je to sposobna z bistveno manjšimi stroški izpeljati. Saj mimogrede na ta način so ukinili prostovoljno zdravstveno zavarovanje. So rekli, da bo zdaj bistveno cenejše, ker bo to državna zavarovalnica pobirala, kot država pobira davke. In v tem čisto logističnem smislu je res pa je, da so tam potem drugi problemi, če ukine zasebno iniciativo, pobudo, imaš samo še državni monopol, potem pa šlo z drugih razlogov slabo dela. Konkurenca je včasih koristna. Isto je pri medijih koristna. Država jo pri nas za svojim posredovanjem, o tem ni nobenega razmisleka, uničuje konkurenco. In konkurenca je pomembna zato, da postaviš kakovost, za višjo kakovost. Zdaj ocene o tem, kakšen program ponuja RTV Slovenija, ima tudi dosti medijev, so lahko različne, ampak država gotovo se mora truditi, da bi omogočila konkurenco in to je tisto, kar potem prisili k boljšemu delu. Ampak če pa je nekdo plačan v celoti iz proračuna in v ničemer odvisno od gledalca, se mu fučka in tudi ni nobene konkurencije, pa ne bo boljše. Zakaj bi pa bilo? Zakaj bi se pa oni bolj trudili? Dovolj je, da spravijo na oblast leve, pa jim bo šlo super. Čeprav evidentno zdaj s tem programom, govorimo o informativnem programu, na televiziji pa na radiju, recimo prihaja do nekih kršitev do njihovega zakona, ki ureja delovanje RTV. To je ta verodostojno pa nepristransko poročanje. To je zdaj verjetno povsem jasno, da je to kršeno. To je kot predsednica republike pač rekli, predsednica republike tega ne vidi mogoče. Da so oni najboljši, najbolj profesionalni, najbolj vsestranski, ker desna stran obstaja.
ker so to, kot je rekel sedanji premier Golob, nedemokratične sile, ne, kot so te protestniki rekli, tiste, ki zaslužijo smrt. In od teh se ne poroča, teh njihova stališča se ne predstavljajo, vse stransko objektivno je, da predstavljamo samo leva stališča. Marcel Štefančič, Slok ali pa ne, ta pač nova politika, ki smo jo dobili s to čistko. Ne. Jaz mislim, da to ni evropski pristop in da ni dober. Mene so na šoli čisto drugače učili. In to v času socializma. Socialistični učitelji. Ne, da je to nespametno. Ne. Danes pa vidimo, ne, da imamo neke druge čase, pa politike, pa nismo več v tistem sistemu, ki nam prodajajo tisto, kar so v preteklosti kot vzor prodajali v resnici v najbolj trdih socialističnih režimih nekdanje vzhodne Evrope pa Sovjetske zveze. To je politika, ki nam jo danes ponuja naša levica. Mene tega strah. To bi morali tudi oni sami spremeniti. No. Jaz upam, da zdaj se ne bo zgodilo to, kar ti malo napoveduješ, pa pri čemer opozarjaš, ne, da se bo uporabilo te probleme v medijih za vojno ene politične opcije z drugimi, ker na ta način se ti problemi ne bodo rešili. In če se bomo mi vrnili v nekaj, kar niti v času Jugoslavije nismo bili, da bomo mi postali hujša vzhodna Evropa pa Sovjetska zveza, kot smo bili nekoč, to za ljudi ne bo dobro. Že zdaj imamo 5 let ali pa še več upadanja gospodarske rasti stalnega. Ne, praktično na nuli se je končalo s to vlado. To pomeni hudo zaostajanje za vsemi sosedi. To pomeni dejansko, ne, te nekdanje vzhodnoevropske države grejo gor, mi pa gremo dol. Ne. Mi se vračamo in pa še realno imamo tukaj dosti v politiki in v javnosti takšnih, ki so nostalgični za tistim nekdanjim neuspešnim propadlim komunizmom. To je tisto, kar mene danes preseneča, ker Slovenija je nekoč, ko smo še živeli v socializmu, veljala za državo, kjer so ponujali neke alternative temu, se posmehovali tistemu režimu. Danes ga pakujejo v nebo. Tukaj je še nekaj, ne? To je klasičen problem, recimo pač laganja. Ne? Nekdo, ki trdno verjame v tisto, kar govori, kljub temu, da ti veš, da on laže ali ne laže. Ne? In to je tisto, kar jaz govorim o problemu, v bistvu polovica ali pa še večjega dela slovenske ne nazadnje tudi politike, te ideološke opranosti, da so oni trdno prepričani, da delajo prav. Oni v to verjamejo, to je, kako bi rekel, iskreno, iz duše in srca, da je potrebno vse, ki mislijo drugače, v bistvu pobiti, potolčiti in tako naprej, ne upoštevati načela, tudi če govoriš proti meni, se bom boril za to, da imaš ti svobodo govora. Ne? In še nekaj pri takih, bom rekel, pri tej negativni selekciji, ki je ta ideološka usedlina v resnici naplavila na oblast, pride do izraza. In to je lenost, lenoba. Ljudje, ki so butasti po defaultu, iščejo to se pravi izhode, s čim manj dela, čim bolj živeti in se čim manj ukvarjati s to lastno zaplankanostjo, ker če bi se morali začeti ukvarjati s svojo zaplankanostjo, bi morali investirati energijo in čas v to, da bi presegali lastno zaplankanost. Kar pomeni, da bi se mogli učiti, recimo na fakulteto, se spraševati o tem, ali je, bom rekel, kakšni kriteriji v nekem medijskem prostoru bi mogli delati. Potem pa prideš na fakulteto, te pa tam učijo ljudje, ki so pa še slabši. To se pravi, še slabša osebina. Sej, če bi te ljudje bili kaj vredni, današnja družba tam sploh bila ne bi. Ne? Tako da zadeva je bistveno bolj kompleksna, kot se zdi. In tisti majčken odstotek ljudi, ki v tem trenutku, kako bi rekel, vidi čez te in ideološke planke in ki vidi neko luč na koncu tunela, v bistvu se ta trenutek, jaz mislim, da se deli ali pa delimo v resnici na 2 dela. Prvi del se vedno bolj umika in se reče, se to nima nobenega smisla več. Naj vse skupaj crkne, kamer gre bak, ne gre več, še štrik, jaz bom zase že nekako poskrbel za svojo prihodnost, za svoje otroke in tako naprej, ne bomo se niti to delali. In na drugi strani je, hvala Bogu, neka skupina ljudi, ki pa jim je mar za našo skupno prihodnost in ne glede na vse te norosti, vse te, kako bi rekel, izjave in ne nazadnje tudi že obupne napore vzdržati to oblast.
lahko razpravljamo zaradi kakšnih vse razlogov, ne samo finančnih, tudi zaradi odgovornosti, tudi zaradi marsičesa, da se trudi, da bi nekaj še naredila iz te naše skupne prihodnosti. Zato jaz, glede na to, da si napovedal še naslednjo temo, ne, da ne bomo celo vdajo samo o teh medijih, bi jaz tukaj zase pač zaključil glede tega, zato jaz mislim, da je ta skupina, ki se enostavno trudi, da bi iz te naše prihodnosti nekaj spravila še skupaj, bo morala na neki točki postaviti v osrednjo, kako bi rekel, v jedro svojih naporov osebno odgovornost. Ne? To imamo pričati ta trenutek, da se cela Slovenija ustavi tam zaradi nekih svinjskih polovic, da bomo dobili občutek, o čem govorimo, približno 75 jurjev ostane en tak šlepar svinjskih polovic. Zaradi 75 jurjev se ustane cela Slovenija, ker je bil nek veterinar odgovoren v tistem trenutku, verjetno na nekem dopustu ali kjerkoli, ni hotel telefona dvigati, itak je v državni službi, ne bojo me ne zdaj iz službe, jaz imam pravico do odklopa, in se cela Slovenija ustavi. Lani smo gledali, to se pravi poletje, ko je Slovenija dobesedno stala. Govorim samo o prometu. Osebne odgovornosti 0, Jozef. Če gremo na katerokoli drugo področje, pridemo do popolnoma enakih stvari. Kje je minister za promet? Večina sploh ne ve, kdo je odgovoren za ta kolaps na Darsu kot minister. In ta ministrica je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Kje je ona? Da ne govorim, kje je Ribič, kje je Golob in tako naprej. Hočem reči, če nova vlada ne bo postavila osebne odgovornosti kot neko jedro, jaz razumem te ideje o skoku ali kako je že ta posebni preiskovalni organ, ampak tudi tja bojo vršili ljudje, saj so danes po defaultu tudi ljudje v NPU zaposleni tako ali drugače. Tu ne bo neka, ne vem kaj recimo, marsovska skupina, ki bo nad vsemi in bo imela, ne vem kaj, tudi če bo imela določene vzvode, ampak če v Sloveniji ne bo osebna odgovornost izplavala na površje kot ena od osrednjih vrednot v resnici v slovenski družbi, da ti je mar, da tisto, kar si rekel, da boš tudi speljal in tako naprej in tako nazaj, je lahko, to se pravi, bo naša prihodnost precej temačna in bo ta skupina ljudi, ki vidijo čez te planke, vedno večja, ko bo rekla, veš kaj, daj imejte tole, in ne gre pač po svoje, kamorkoli pač že gre. Ampak tukaj so izvedli to, kar so rekli. Oni so ta sedanja vlada je pred 4 leti z nevladnikom obljubila, da naslednja 4 leta ne bodo investirali v širitev avtocest, da ne bo tretjih pasov, ker to generira dodatne probleme in da bojo to, se s tem bojo ukvarjali in tako so tudi ravnali 4 leta. Te obljube so uresničili. No, ne vidimo 3 pasov nikjer, čeprav bi jih mogli imeti že v bistvu pred 4 leti. Tudi dodatne avtoceste, ki bi mogli biti zgrajene, niso nič zgrajene. Uresničili so svoje obljube in zdaj so problemi pač veliki, so objektivni. To sedanje vodstvo Darsa, ki so si ga nastavili. Zdaj si tako malo vzel, da so vse obljube izpolnili. Govorim o tem, da tega problema, nič niso izpolnili, da tega problema, ki so ga ustvarili, ko niso naredili nič za avtoceste, ob tem, da smo mi križišče evropsko, ko gre za avtoceste in poteka promet prek cele Evrope, iz Nemčije proti Turčiji, pa Srbiji, od Italije proti, Madžarski, pa Ukrajini, preko nas, pa Romuniji, To je velikanski promet, mi pa v infrastrukturi to nismo delali, ker so se oni odločili, da bojo gradili samo tovarniški tir in to 25 km za Luko Koper, za milijardo pa še ne vem koliko. Tega se zdaj ne bo dalo hitro rešiti. Tega ne moreš rešiti v enem letu ali pa 2 in bojo problemi še veliki tudi za naslednjo vlado. In problem so tukaj naredili volivci, ki tega niso zaznali takrat in so takšne ljudi postavili na oblast, ki so dolgoročne probleme povzročili in jih bo država še dolgo reševala. In zdaj, če gremo nazaj na medije, saj tu je problem, poglejte, podobno. Imamo tu dejansko težavo, da desna stran pravzaprav ne sme odgovoriti za temi istimi mehanizmi, ki jih je zadnja leta uporabljala leva stran. To se pravi za temi brutalnimi čistkami, podrejanjem, uničevanjem konkurence, ker to ne reši problema. Treba je najti vizijo, ki bo skočila preko tega in bo državi ponudila neko prihodnost. To je pravi odgovor, je pa to težko najti. So realni problemi, ki jih je treba rešiti na televiziji, jaz ne bi nikogar nič želel, tam imajo preveč zaposlenih, nobenih ne gleda in s tem se je pač treba ukvarjati. Ni pa problem, da bomo ljudožerstvo odpravili na ta način, da bomo zdaj pojedli ljudožerce. Ker pa bomo sami ljudožerci, oprostite. To pa ni dobra rešitev. Deva nekaj razčistiti. To generalizacija, kako so volivci odgovorni, ker so postavili to,
je v konkretni kontradikciji za idejo, da generira, to se pravi, voljo in ljudstva in politični prostor v bistvu ugrabljen medijski sistem. Ne? In zdaj se je treba odločiti, ali je ugrabljen RTV in je treba to podreti, porušiti karkoli, ali pa so volivci problem, je treba volivce zamenjati. Ne? Volivci, jaz mislim, da niso problem. Problem je, ker volivci niso objektivno informirani. To jaz mislim, da je problem. Tudi če polovica Slovenije meni, da je levičarstvo, skrajno levičarstvo strašno velika dodana vrednost, kljub temu, da je zgodovinsko in prostorsko dokazano, da tam, kjer funkcionira, se zaleti samo vase to se pravi v nekaj 10 letih. Ne? To se pravi, da zdaj, če misliš iskati višjo vizijo skozi to, da imaš od spodaj generator, to se pravi gnojno bulo, ki neposredno zaliva ta volilni sistem, potem jaz bi rekel samo srečno kekac, ker naslednjih 20 let jaz ne mislim se ukvarjati s tem, ker čez 20 let bom upam pod nekim drevesom sedel pa pil, ne vem, kakšno prijetno pijačo in rekel, gledajte, v času naših, kaj ne rečem, let odločanja in ustvarjanja in tako naprej, smo uspeli narediti en velik nič. Veliko smo govorili, kako smo, lotili se pa nismo ničesar. Če ti priješ v firmo, ki ne deluje in jaz ta trenutek neskončno uživam, ko spremljam v bistvu ta politični masterplay od to se pravi Janeza Janše in nasplošno celotnega desnega dela političnega prostora, da v miru nekako meljejo neko in si utirajo neko pot v, to se pravi seveda za njihovo zmago, za njihovo korist in jaz globoko sem prepričan v to, da utirajo pot tudi naši skupni koristi. Ne? Ampak brez določenih rezov, pa če jaz sem na tej liniji, če bi jutri pridem v neko podjetje, ki ne funkcionira, je pač treba določene stvari porezati, določene klope pobrati ven, ki pijajo kri, denar, proračun, kogarkoli in iti nekako na en pameten način naprej. A ne? Zato pa pravim, in če ne bo v ospredje postavljen pojem osebne odgovornosti ali pa ta osebne odgovornosti, bom rekel, tudi v neposredni povezavi z našo družbeno odgovornostjo za naš boljši jutri, kar smo v zadnjih 4 letih lahko spremljali popolno umanjkanje tega, ne, potem bo zadeva pač 2 leti, 3 leta bomo nekaj spremljali, na kar se bo spet prišlo do tega, bomo rekli, klinc, ne, šibka vlada, pa nismo imeli, ne vem, ustavne večine, pa nismo mogli tega in se bomo naprej smilali, ker je velika večina teh odločevalcev, pa bodimo brutalno realni, oni so tudi na državnem proračunu. V končni fazi, kakšna razlika pa je? Seveda je odgovornost razlika, če si ti na oblasti ali pa če si v opoziciji, če si v poziciji ali pa v opoziciji. Ne? Ampak na koncu dneva plača dobiš. Kaj se bo pa z ribičem zgodilo za tisti nekaj, koliko je bilo rečeno 18 jurjev, če cela Slovenija stoji? Ja, nič, naprej bo, dopusto bomo, ne? Pravica od odklopa pa gremo naprej. Tako da, slovenska družba potrebuje bistveno globji reset in jaz sem trdno na tem stališču, da do globjega reseta v slovenski družbi brez resnih rezov ne bo šlo. Ribič, predsednik uprave Darsa, me razlaga v teh ožjih krogih, da si želi po koncu mandata kupiti novo jadrnico in pluti okoli sveta. Pa tistih 5% od denarja, ki ga bo verjetno nabral, bo investiral. Zdaj, pri teh masovno odprtih gradbiščih, ki jih je očitno preveč za to slovensko cestno mreže. Jaz mu želim sicer novo barko, naj jo ima, bi pa si zelo želel, da bi se nek novinar ali pa neki organi pregona pač vprašali, kako človek, ki je celo življenje v neki javni upravi, na delovnih mestih, s kakšno lahkoto si lahko prvošči take stvari. Jaz se pravim, ne bom tukaj špekuliral, je to zdaj legalno, nelegalno, bog ne dej, ne. Jaz verjamem, da je vse v redu, ampak bi pa zelo rad nekje videl, da zaposlene v teh javnih, to se pravi državnih podjetjih, ali kakorkoli, da obstaja nek kriterij, nek sistem preverjanja, to se pravi, kako je to možno, zakaj pa pol nimajo kar vsi bark, vse povsod, nekateri imajo, nekateri, ki se trajno in redno svalkajo na teh najvišjih pozicijah in še hujše, da če pa temu kriteriju, to se pravi njihovih prihodkov, dodamo zraven še kriterij uspešnosti v teh delovnih organizacijah, potem bi si pa spet lahko to se pravi mislili verjetno še kaj tretjega. Bi bolj skrbelo kot barka to, koliko so stali ti aneksi za novo stavbo Darsa, ki jo je delal njegov brat,
Pa koliko stane to, da promet po državi stoji cele dneve, ne, zaradi tega, ker slabo vodijo avtoceste. To je dosti večji znesek kot te barke, ki se komu sicer zdi pomembna, pa luksus, ne, ampak v primerjavi z dejanskimi problemi je pravzaprav nepomembna. Ne. Ti problemi so velikanski. Tudi to, kot si sam govoril zdaj o teh svinjskih polovicah, zaradi katerih so, ne vem, 8 ur ali 10 ur ljudje stali, ker ni bilo veterinarja, da bi stran dali neke prašiče zmržene. Zaradi tega je bila avtocesta 100 km zastoja. Mislim, to je mogoče sploh. In noben nič odgovoren. Pa ni edinič, ne. Skozi so ta velika gradbena dela v času največjih migracij po Evropi, počitnic. Ne. Zdaj spet so bili prazniki, zastoji, vse posod. Ne. Pred volitvami so pa zelo uredili. Ne. Nismo rabili plačevati, zelo pretočno je bilo, ne, da bi bilo čim več volivcev. In zato so tudi nadzirali ta Dars. Zdaj se to zadeva, ne? Ja, pol pa ne. No, ampak zdaj, Peter, kdaj po tvoje bomo zdaj dobili vlado? Ker zdaj na nek način zdaj ta desna sredina nekako uradno zdaj sestavlja vlado, ne? To je zdaj se zgodilo, ne, v teh zadnjih dneh, ne? Prva dilema je, ali bomo dobili predsednika vlade. O tem zdaj odloča parlament in ne o vladi. To nam je Levica potaknila, da se odloča o vladi, ni res. Po našem ustavnem redu... Dobro, Peter, to so te formalnosti, no, ampak načeloma se dela vlada. Mora parlament zdaj najprej izvoliti predsednika vlade. Predsednica republike je sporočila, da ga ni. Da to ni mogoče, da bi bil izvoljen in se je zato odpovedala možnosti, da bi ga sploh predlagala. Ja, ampak danes bo stekel rok 2. kroga, ne? Ja, je že praktično, ne. Je že. Mislim, formalno se mora parlament... Z znanitvijo jutri začne teč, v 2 tednih bo predsednica republike spet imela možnost, da predlaga predsednika vlade, ker ta je ključen pri nas. Ne? Če zdaj spet ne bo spet ocenila, da ni nobenega, ki bi to lahko opravljal, bo lahko poslanci predlagali in tu bi potem oni lahko predlagali. Zdaj te vprašam, kaj bo recimo, zdaj kot komentatorja pa kot novinar, kaj bo zdaj po tvoje storila predsednica republike v naslednjih 2 tednih? Še enkrat se odpovedala, kot se je že zdaj. Se nič ni spremenilo, že zdaj je bilo vse jasno, vse enako kot zdaj. Ona je pač htela na vsak način zagotoviti nadaljevanje oblasti sedanji vladi, Robertu Golobu, ker je videla, da to ne gre, ker je Golob sam povedal, da tega noče, je rekla, da ne bo nobeden. Ni tako, Peter, da ona mora narediti neki maksimalni napor, da pride do nekega imena. Ampak na ta način doseže cilj. Njen cilj je, da Robert Golob in leva koalicija ostane na oblasti. In če ne bo izvoljen predsednik vlade, bojo predčasne volitve, bojo še dolgo na oblasti. In potencialno se lahko z novimi volitvami rešijo, da zadržijo oblast še naprej. To je kalkulacija v ozadju, zato je tudi hitro sporočila, da nobenega ne bo predlagala, skrajšala vse roke in spravila še večjo težavo ta drugo stran, desno stran, da bi se dogovorili za podporo predsedniku vlade, ki se ga voli. Šele ko je ta zvoljen, se potem začnemo pogovarjati o ministrih. Zakaj praviš, da je zdaj povzročila še večjo težavo vsem desnim? Ker je manj časa za dogovarjanje. Ne? Če bi ona do 10. maja predlagala, ali pa šele 10. maja sporočila, če bi predlagala recimo Janšo 10. maja, ne? Bi s tem, in to bi bil prvi krog, ne, tudi če v prvem krogu čez 2 tedna ne bi bil zvoljen, bi šele sredi maja se je začel drugi krog, kjer se bi stranke lahko dogovorile, ne, in bi bilo bistveno več časa za usklajevanje programsko, kako skupaj naslednja leta vlada, do ne skupaj leta vlada kot zdaj. Ona je te roke preprosto skrajšala in če je manj časa, je manj možnosti, da se doseže dogovor, in več možnosti, da dogovora ni in posledica so predčasne volitve, razpustitev parlamenta. Zdaj, igra v tem, politična pa je, kdo bo za to kriv. Ker tisti, ki bo kriv za to, da je prišlo do predčasnih volitev, do velike politične nestabilnosti in škode, bo plačal visoko ceno na volitvah. Ne, zato zdaj ti, ki so takoj po volitvah svojimi mediji, sedanja vlada, opili, kako so zmagali na volitvah, ne, zdaj to tega nič več ne omenjajo. Ne, niso več velikanski zmagovalci, relativni, ki bi morali sestaviti vlado, zdaj oni nič več ne sestavljajo, so v opoziciji, zdaj sestavlja druga stran vlado, ne, desnica, Janša, ne, že često pravijo, da je ta vlada sestavljena, jo imamo, ne, ker če ne bojo sestavljeni, potem bojo lahko rekli, da je Janša kriv za to. Pa ni. Ne. Predsednica se je zelo potrudila, da ja ne bi sestavil in on pač poskuša rešiti zdaj situacijo, potem ko je predsednik sedanje vlade, Robert Golob, pogrnil. On se po volitvah ni šel resno pogajati, da bi še naprej si zagotovil položaj predsednika vlade. Tako je izločil največjo desno-sredinsko stranko, SDS, ki je dobila skoraj toliko glasov kot on. S tem je pač sam sebe tudi onemogočil in je odločil, da bojo odločali skrajneži, na levi in na desni, ker je izločil pač veliko zmerno stranko. To je bila njegova odločitev in zdaj
potem ko on zaradi tega ni mogel sestaviti vlade, ker je s tem tudi druge zmerne stranke na desni odbil, ne, zdaj poskuša rešiti položaj Janša, ki ima malo slabše izhodišče, ker je vendarle ga za odstotno točko manj volivcev volilo, ni to veliko manj, je pa vendarle ni dobil relativne večine in ni enostavno sestaviti, čeprav je že v preteklosti sestavil te široke vlade, ne, tako ki bi bila ti zdaj zdržala. Ne. Dvomeš v to, da bo Janši uspelo? Lahko se zgodi, da bo Levica tako uspešna, da mu bo zminirala te partnerje na razne načine, Še vedno obstaja ta možnost. Seveda, na vso moč se med tem trudijo in da bojo dosegli predčasne volitve. Hkrati pa morajo doseči to, da bojo za krivce za predčasne volitve obveljali Janša in njegovi koalicijski partnerji, Resnica, Demokrati in NSI, da bi potem dobili volitve, ker za to gre dolgoročno, da držijo oblast. Se pa dve stvari, najprej da zrušijo možnost sestave te vlade in drugič, da za njih pa velijo če jim lahko uspe. Če pa že vlada bo sestavljena, ne, potem bojo pa seveda probali čim prej v nadaljevanju zrušiti. To je pač del te politične igre. Zdaj, še vedno Janša oziroma SDS še vedno pravi, da vlado sestavljajo, ampak ne za vsako ceno. Ne? Še vedno je to zdaj nek moto. Ne? Jaz mislim, da je tukaj v ozadju ta motiv, katerega sem prej namignil, ne, da pač Janša in njegova ekipa in volivci, ki ga podpirajo, sodijo v skupino ljudi, ki jim je res mar pač za to državo. Ne. In tukaj ne gre samo za ta, kad se občasno pripisuje politikom ta imperativ moči, ne, da gre samo za to, da vlada in za to, da je na oblasti in tako naprej, ne, ampak jaz mislim, da je ta trenutek, ta potencialna četrta Janševa vlada v bistvu mogoče celo zadnja bitka neke generacije za osvoboditev izpod tega jarma jugosocializma in komunizma ali pa lahko danes rečemo te skrajne levičarske ideologije, ki je ne samo, da obvlada pravila igre, je tudi dobro financirana in zelo dobro usedana v vse pore slovenske družbe. Ne. In iz tega naslova jaz mislim, da je pri Janši ta trenutek verjetno tudi ta motiv. Ne? In zdaj, on si dejansko se pravi, motiv zadnja bitka. Mislim, zadnje bitke neke generacije, ne? Mogoče tudi moje generacije, ne? Da se dokončno izkopljamo ven iz tega in če vstopaš v ta naše višje dobro, skupno dobro za državo, ne, na tak način ugotoviš, da si zelo težko prvoščaš, da boš šel za 1 leto ali pa 2 leti tja na Gregorčičevo, pa se boš pa spet bonglal, ne vem, par mesecev, v tistih parih mesecih, oziroma v teh 2 letih probal nekaj narediti, ali pa ne boš naredil, pa boš spet lahko mal mogoče celo jamral, kako so te onemogočali in te, kako bi rekel, strici iz ozadja in tako naprej. Težko si to prvoščaš, ne, ker nekaj je tudi počasi postaja dejstvo, ne, da gre za to, da ta aktivna neka struktura politikov se tudi skozi čas začenja menjati. Ne. Neka, kako bi rekel, dozorelost na eni strani, na drugi strani odsvetelost. Ne. Počasi pride čas, ne, za ne vem, ali za pokoj. V politiki je v resnici ta privilegij na nek način, da dlje časa si v politiki v bistvu, ne vem, bolj si moder, bolj razumeš igro, ne. To se pravi, ti gre to v korist. Ne tako kot marsikakšni drugi branži, kjer v resnici na neki točki je dobro, da greš v pokoj, zaradi tega, ker ne slediš ali tehnologijam ali kakorkoli. V politiki pač temu ni tako. Ne? In je to se pravi, ta preplet nekih okoliščin, motivov in tako naprej v tem trenutku, tudi jaz sam sem na strani, da jaz si res želim, da bi Slovenija dobila vlado, ker ta obstoječa koalicija ta trenutek počne. Ne, ker smo imeli možnost ta trenutek videti neudeležbo pač na vseh, na teh večjih 3, mislim, da v tem trenutku dogodkih, to se pravi evropskega ali pa celo svetovnega pomena, ne, to se pravi ta zgodba, kaj so ti 3 morja ali 3 to. Pa je Cipr, evropski tako. Kazahstan ali tam gor. Armenija, Armenija in tako naprej, ne, da praktično Slovenija kot da jo ni, da smo udrinani tja na nek tretji tir. Verjetno so tudi PR-ovci vsi po vrsti že na dopustu in se niti veliko ne razpravlja o tem. In je v bistvu vse to človeka napeljuje na to, da dajmo že nekaj sestaviti, naj se že nekaj zgodi, naj se nekaj naredi, ker ta status quo v bistvu nam je vsem jasen, da na dolgi rok ne more funkcionirati. Plus, da smo mi 1 mesec od dopustov.
Ne? In leva stran je dokazala v zadnjih 4 letih, če se le da, zgine na dopuste. Če se le da. Ne, jaz imam včasih občutek, da bi Golob več na dopustu zdaj v teh zadnjih 4 letih, kot celo prej, kljub temu, da je to praktično skoraj nemogoče po informacijah, ki jih imam jaz. Ne. Evo, kaj se zdaj med prvomajskimi prazniki dogaja? Ne. Desnica je sestavljala vlado, ne vem, ali pa ne vem, saj neki dogovori so potekali, ne vem, verjetno je nekdo mogel sestaviti 40 strani, ali koliko je prišlo v javnost nekega koalicijskega dogovora, ja, ampak to se med prazniki dogaja. Ne. Kje je bila pa Levica? Ja, na dopustu, ne. Vključno, če se zdaj malo pohecam, vključno z veterinarskim inšpektorjem. Tako da, in že to samo po sebi nakazuje na nek popolnoma drugačen odnos do države, do našega skupnega nekega prostora bivanja in zato si jaz res želim, da bi se nekaj zgodilo. In tukaj se pa jaz strinjam, da pa ne za vsako ceno, ne. Mogoče je boljše vse skupaj pustiti na neki točki, če se bo ocenil, in jaz tukaj kaj ne rečem z mojega zornega kota, popolnoma zaupam tem, to se pravi prvorazrednim politikom, ki so ta trenutek na desni, o katerih se veliko govori, da bojo sestavili, to se pravi Janša, Vrtovec, ne vem, Lotrič in tako naprej, ne. Logar, ne, da bojo pač nekaj pametnega sestavili skupaj in mislim, da je tudi vsemu interesu, ne, da se ne grejo izpostavljati kot eventualni luzeri čez eno leto, ne, da je boljše reči, saj nam v bistvu nič ne manjka v končni fazi, tudi če ne prevzamemo oblasti, bomo pa še 2 leti ali pa 3 leti ali pa 5 let se borili za to, da bomo potem prevzeli na polno in naredili vse tisto, kar danes marsikdo pravi, da bi mogli veliko bolj na mehko, pa veliko bolj tako narediti, ampak v resnici bo zelo težko. To je logika ni brez tveganj. No. Tveganje te logike je, da bo potem, ko bo v drugem krogu se to zgodilo, kar ti govoriš, nenadoma pojavil Golob ali pa nekdo drug z leve sredine v tretjem krogu si zagotovil vlado še za par let danjo. Da. Zdaj, ali je to za državo dobro, da je boljša alternativa, nisem čisto prepričan. Tudi nisem prepričan, da je v skladu z voljo ljudstva. Alternative so pač samo te. Ne? Ali imaš desno-sredinsko vlado, ali imaš levo-sredinsko vlado, ali pa veliko politično nestabilnost z nejasnim rezultatom, z nekimi spet volitvami, ki bo dolgo trajalo in ta čas ne bo jasne oblasti, ne bo parlamenta. Ne? Same slabe rešitve so, tako da to treba videti. Ne? Prva odločitev, ki bo pred resna politiko, pa ni vlada, ampak je predsednik vlade. Tega se voli in to čakamo, da ga dobimo. Ali bo to Janša, ali bo to kdo drug, ne? Od tega bo marsikaj odvisno. Ko bo ta zvoljen, potem pa še, ali bojo potrjeni ministri. Če pa to ne uspe, bojo pa nažalost predčasne volitve znova. No? Ali pa na srečo. Jaz sicer mislim, da si jih ljudje ne želijo in da ne bojo nagradili tistih, ki bojo to povzročili. Mi smo ravnokar imeli pač redne volitve. Ne? In tudi problem je v tem, da za razplet teh volitev niso krivi volivci, ni kriva politika, ampak je volilni sistem tak. Ta volilni sistem je namerno narejen za to, da povzroča težave. Imamo celo ustavno ureditev, ki je narejena namerno za to, da bi bile takšne težave. Recimo, imamo 90 poslancev. To je parno število, ker je neumno, ker omogoča rezultat 45-45 neodločeno, ker ni dobro. Ne? Pač takšno ureditev je bila namerno narejena, ne? Zato, da bi bili manj učinkovita družba, da bi bilo mogoče manj sprememb doseči, ker so se eni nekoč bali. No? Danes pa plačujemo ceno. In nažalost, zdaj, če imaš same slabe rešitve, je najboljše od slabih rešitev treba izbrati, res pa, da bo druga stran vpila na vso moč čez tiste, ki bojo poskušali na ta način rešiti zagate države, da so oni zdaj krivi za vse to, ker so v resnici pa še rešili stvari. Če bojo, bomo povedali, kako se bo razpletlo. Ampak to zdaj, v bistvu zadnjo vprašanje, recimo za oba dva, zdaj to ne za vsako ceno. Kje se konča, oziroma v bistvu ta cena? Kaj je po vajnem mnenju, recimo, bomo rekel, tisti del cene, po katerem bi recimo pač mogel Janša reči, zaradi tega se pač recimo več ne grem, oziroma se jaz več ne grem. Oziroma pa se ne grem ta hip, mogoče čez kakšno leto ali 2. Jaz mislim, da je zelo preprosta matematika nekje globoko v ozadju, v bistvu o možnostih, da zadeva gre skozi na dolgi rok. Kar pomeni, če ti uspeš zagotoviti z dovolj trdnimi zavezami neke vzvode vladanja, ki presegajo recimo nivo nekega državnega sekretarja,
da uspeš zagotoviti neko kritično število ljudi, ki te bojo podpirali znotraj teh tvojih neljubih potez. Ne? Običajno so precej neljube poteze, so razni rezi na davčnem področju, ne vem, kaj bo z zdravstvom, jaz v resnici, tako kot je zdaj, jaz mislim, da kakšne posebne prihodnosti žal svetle nima. No? Kljub prizadevanju ljudi, kljub veliki večini verjetno nekih pozitivno razmišljajočih ljudi znotraj sistema, ne? In potem seveda še to, kar smo danes precej govorili, ne, poseg, ki bo takšen ali drugačen na RTV-ju, ne. Če kdo res misli, da bomo na RTV-ju, ne vem, tam malo vlado zamenjali, pa bo kar vse drugače, pa objektivno. Ja, pa nekega urednika postavili pa tako. To so navadne klobase. Ne. Tako da tukaj toliko je pač treba biti realen. Ne. In jaz seveda nimam takšnih informacij in ne nazadnje tudi ekipe ljudi, da bi lahko malo bolj globoko razmišljal o te, kje je ta v bistvu preliv na to, se pravi tisti break-even, kjer rečeš, to pa ne gremo v to, ne, to sicer ne vem, ampak verjetno je potrebno to čist na neki točki matematično zračunati. Ne. Neke nepriljubljene poteze bo treba vleči, ne vem, sej ne nazadnje smo pred kratkim bi pričali tem neki okrožnici finančnega ministrstva, kako bo potrebno nižati stroške in tako naprej, kar pomeni, da tukaj smo, kjer smo. Fiskalni svet opozarja se že, ne vem, to je že prav komično, da ga nihče ne jemlje resno, pač opozarja, da dobesedno drvimo navzdol, finančno gledano. To, da pride tamle guverner centralne banke in reče, ja, stvari še niso kritične, ampak grejo pa v napačno smer, ne. Mislim, ljuba duša, nihče ne upa pomizi vse, kar pa reči, poslušajte, zastrali ste vse, kar ste lahko zasrali, ne. Treba je potegniti ročno in iti v drugo smer, ne. Če nas prehitevajo po levi, desni, ne vem, to, da se mečkan, kako bi rekel, da nas bombardirajo z nekimi informacijami iz Hrvaške, kakšni strašni uspehi so, super, verjetno so res, ampak se tudi v Sloveniji verjetno bi se dalo zelo hitro karkoli narediti, še posebej, da ne začnemo resno tako zaostajati, kot se nam obeta, da bomo gledali pravzaprav cel ta vzhodni blok v hrbet, in da nas bojo počasi, pač jaz jim sicer želim veliko uspeha, Romunom, Bolgarom, Albancem in tako naprej, ampak da nas bojo ta področja, ki so tradicionalno veljala za neke rovte, dobesedno, da nas bojo pač prehitevala, je pa nažalost, mislim, naravnost tragično, še posebej, ker imamo neposredne krivce, ki so na oblasti zdaj pač, ne vem, zadnja 4 leta, plus še pred tem kar nekaj let, in mi vemo, kdo so te ljudje, mi vemo, kdo vodi posamezne državne zavode in tako naprej in se pač verjetno, ne vem kaj, raje delamo slepe, in zaradi tega to je tista točka preliva, kjer bo treba verjetno reči. Peter, kaj praviš pa v teh napovedih zdaj ustanavljanja preiskovalnih komisij parlamentarnih, GEN-I, energetika, Glob, Star Solar, nevladniki, financiranje nevladnikov? Mislim, tako je, te preiskovalne komisije bojo prinesle kar nekaj dobrega za to, da bojo določeni podatki prišli na plano. Na drugi strani pa bo, koliko bojo te ugotovitve teh komisij odmevne, je pa seveda odvisno od medijskega prostora. Kar pomeni, na eni strani bojo prišli ven podatki, ki do zdaj so bili skriti, če vemo, da se skrivajo podatki o plačah v državnih podjetjih, kot je GEN-I in ne vem, SDH in tako naprej, kar bi morali v zaporu končati te ljudje, ki ovirajo tovrsten dostop do informacij, glede na to, da je zakon, ki je pač neka družbena norma, za katero smo se zmenili, po katerem naj bi to teklo, in to se pravi, to je, kaj ne rečem, tisti verjetno celo bistven element. Zato jaz skozi poudarjam, to osebno odgovornost oziroma ta odgovornost bo morala stopiti v ospredje, ker sicer so vsi te napori plus minus mimo. To bi rekel, da se pa ne strinjam, da se ne da nič narediti. In da neke stvari tudi že zdaj celo počne ta desno-sredinska stran s tem interventnim zakonom. Tudi pri zdravstvu ali pa medijih. Zdravstvo recimo so stvari celo preprosto rešljive. Zdaj sedanja vlada je odločila, da pač zdravniki, če niso v državnem zdravstvu, ne smejo delati uslug in jim ne bo plačevala državna zdravstvena zavarovalnica, tudi če uslugo naredijo pol ceneje, pa enako, pa bolj kakovostno. To se da hitro ukiniti in to je tudi napovedala ta desna sredina. Ljudje delajo. Če naredijo enako, pa ceneje, je to absolutno razumno.
Zakaj ljudje hodijo v tujino k zasebnikom, če bi to lahko doma dobili pri ljudeh tukaj, zdravnikih, ki jim je ta oblast, ker je pač ne vem, zaplankana, ker nas hoče vrniti v čase Sovjetov, ne, onemogočila to delo, naj delajo in enako je tu drugje, te stvari je mogoče sprostiti, ne. Prava dilema je, ne, ali je mogoče narediti dovolj glede na šibkost, ki bo v parlamentu, zato ker resnica dejansko noče iti sploh koalicijo, glede na neke težave, ki bojo zaradi ustavnega sodišča, ker je pač velikanska leva večina, pa tudi sicer pravosodja, glede medijev, ne, ta ocena je pa težka, ne, ali bo tu pa nevladnikov, ne, recimo, ki se jih deloma da onemogočiti tudi s tem, da se stvari preverijo, pa ustavijo neke korupcijske prakse, ne. Ta ocena je pa težka in te ocene ne moramo mi narediti. To oceno lahko naredijo zgolj izvoljeni politiki, ki so dobili za to oceno mandat in odgovornost, ne. Janez Janša v prvi vrsti, na drugi strani Golob, ki je v opoziciji in ki proba narediti, kar skuša, da bi preprečil ali pa tudi ne, da nastane nove vlade. Oni bodo tudi odgovornost za to prevzeli in to je prav. V vsakem primeru. Ali se odločijo tako ali drugače, enostavnih rešitev pa nimajo. Se pa ne strinjam, da se nič da narediti. Sedanja vlada je delala slabo in zato je dosti manevrskega prostora, da se stvari popravijo. Da se nič ne da narediti. No, v zdravstvu recimo, da so težave tako strašne. Mi smo se pogovarjali o točki, ko rečeš, ne grem delati sprememb. In ko ti oceniš, da ne moraš te točke doseči, brez da boš na koncu izvisel v neki skupni zgodbi, pač ne greš v to. Nisem rekel, da se nič ne da narediti. Mnogo stvari se da narediti. Samo da ne bilo nesporazuma. Mislim, da so možnosti. Si govoril o tej točki, ki velja za bodoče koalicijske partnerje, da se pa treba te stvari dogovoriti. Absolutno, ne. Jaz bi pa tukaj še to opozoril. Jaz tudi verjamem, da se da ogromno stvari narediti, ampak to, da ti recimo konkretno, da ti omogočiš nekomu, da gre lahko v tujino, moraš spremeniti potem, ne vem, davčno zakonodajo, moraš spremeniti to, hočem reči. Ne, se v tujino že zdaj ljudje se lahko grejo zdraviti in plača zavarovalnica. Hočem reči to, da je potrebno vzpostavljati prave sistemske rešitve, ki bodo za povrh še toliko varno nastavljene, da jih ne more ta prvi penzelj ob naslednji vladi pridati pa vse ukiniti. To je tisti problem, ker Slovenija trpi ne samo zaradi te negativne selekcije, pa neke ideološke slepote in vsega. Slovenija trpi tudi zaradi v bistvu tega občutka, ne vem, kako ne rečem, nesigurnosti, katerega je ta zadnja vlada, Golobova vlada, še posebej zabetonirala v slovenski prostor. Da se pač neka zakonodaja takole spremeni in plačaš, ne vem, tam nek regres, ali pa ne vem, da se neke pravice kar tik-tak ukinajo, ali pa kar upele, ne vem, tam se je nek wannabe minister spomnil, kako bomo gradili ne vem kaj, in je upele 2% tega dodatka za trajnostno oskrbo. To je pravi problem, ne? In kako to rešiti, to je pa druga stvar. Tukaj je pa verjetno edina prava karta je pripeljati na vrh politike z dolgo zgodovino, za nekim renomejem in tako naprej. Zdaj lahko seveda razpravljamo, koliko jih sploh Slovenija ima takšnih, ampak če mi ne bomo tega občutka povrnili v pravno državo, to se pravi zaupanje v pravno državo, zaupanje v neko stabilno okolje. Zakaj bi nekdo, recimo jaz, če si samo predstavljam nekdo, ki bo vlagal, zdaj smo poslušali te hrvaške zgodbe o 50 milijardah ali koliko je tizga, zakaj bi nekdo prišel v neko državo, kjer se bo nekdo spomnil, da je treba, ne vem, omogočiti ali pa kar ukinjati, ne vem, proste dneve, oziroma ne ukinjati, ampak upeljavati neke proste dneve, se spraševati o tem, zakaj morajo nekateri ljudje delati čez praznike in tako naprej. Zakaj bi jaz v tako državo vlagal? To pa je proces, ki zahteva ne samo neko PR-ovsko, kako bi rekel, modrost, ampak zahteva ne nazadnje neko dolgoročno naravnanost, da bo to država vrnila na neke tirance zaupanja in verjetja pravzaprav samo vase, da je sploh sposobno funkcionirati. Mimogrede, Tamara Vonta bi tudi rada še naprej preiskovala novinarje, ne? Svidu. Ja, se oboji imajo dosti idej. No. Tisto, kar je dobro, je to, da zdaj bomo vendarle neke preiskave lahko izvedene, ki v prejšnjem mandatu niso bile mogoče, ker jih je vladajoča koalicija onemogočila. Parlamentu je opoziciji onemogočila preverjanja rabe javnega denarja vladajočih. To je pa po mojem bilo skrajno čudaško. No. In zdaj so izgubili to moč in ne morejo več ovirati preverjanja, ravnanja samih sebe.
kot oblasti. Namen te preiskovalne komisije v prvi vrsti preverjanje vedno oblasti, ne opozicije. No. Zdaj, če bo Tamara Vonta v opoziciji, je prav, da preverja vlado. Jaz nimam nič proti. Tudi zdaj, ko bojo imenovali, sicer imajo to že celo ta teden na dnevnem redu, mislim, da prehitro, te nadzorne komisije, ne, ki jih načeloma mora voditi opozicija. Jaz mislim, da je prav, da jih dobi, da dobi ustrezne predsednike največja opozicijska stranka Svoboda in ne kot prejšnjem mandatu, ko so goljufali. Ne. Vse lahko pa konec koncev tudi zdaj, ne, bi ravnala oblast enako, če bo desna sredina prišla na oblast in damo komisijo za nadzor obveščevalnih služb in za nadzor proračuna vse resnici. Ne, to so naredili prejšnjem mandatu namreč. Ne. Zdaj bo zanimivo, ampak zdaj je tudi resnica v igri, ne? Da recimo vodi KNOVS ali pa komisijo za nadzor. Lahko, ker so v opoziciji uradno. Oni niso del koalicije, nimajo nobene pogodbe, so torej opozicijska stranka in lahko vladne stranke, kot so v prejšnjem mandatu, ne odločijo, to ne bomo dali Svobode, ki je imela 300,000 volivcev, ampak bomo dali neki stranki, ki jih je imela krepko manj kot 100,000. To so naredili v prejšnjem mandatu. Zdaj, glede na to, da so to naredili, je to neka parlamentarna praksa, ki je sicer skrajno sramotna, ne, in neugledna, ne. Bi lahko zdaj to nadaljevali. Jaz ne vem, kaj bo sedanja oblast naredila, ne? Ampak glejte, mediji, največji v državi, so to umazanijo, podlost podpirali. Nič niso protestirali proti temu ravnanju Svobode. Ne? In to je tudi dobro opozoriti, tudi v takšnih oddajah ljudi, ne? In tudi to javno televizijo, javna RTV cela, ni nič protestirala proti brutalni zlorabi oblasti v resnici v tem primeru, kakršno bi zdaj lahko neka druga vlada tudi naredila, pa ne vem, po mojem ne bo, no, ampak ne, tu so tudi mediji padli na nekem testu, ne, in ta test je ta, ne, da so prej eni protestniki vpili smrt janšizmu in novinari z njimi in po volitvah so to nadaljevali kot uredniško politiko in karkoli je Svoboda naredila, tudi če je bilo skrajno noro, ne, so to podprli. In to je problem, ko se pogovarjamo tudi o tej javni televiziji, pa tudi drugih medijih, ne. To ne gre skozi, to je treba popraviti. In zdaj, jaz mislim, da se ne da zgolj s čistkami, da je treba še več. Najbrž tudi kakve menjave, to ja, ne neki, ko so bili čisto politično nastavljeni. Ampak sicer pa rabiš nek koncept pluralnega, konkurenčnega tiska, kot v zdravstvu, ne. Neke konkurence medsebojne, da bojo boljši prevladali, ki ponudijo nižje cene, ne, da dobimo ljudje več za denar, ki ga damo. Ne pa, da lahko ti postaviš kakršnokoli ceno, kot tujec, recimo dobavitelj, ne, in plačujemo pri nam ne vem kolikokrat višje cene za material kot v Nemčiji, ker je norost. Ne. No, zdaj bomo vedeli, kako bo končal, ne? Če bo sploh končal recimo ta zakon, ne? O RTV-ju, ki je še vedno na Ustavnem sodišču. Ne? Mogoče bo zdaj Ustavno sodišče bliskovito o tem, kaj je odločilo. Ne? Odvisno. To je zdaj stari, če zdaj odločijo, to nič ne spremenijo strašnega. Zdaj, če bi ga razveljavili, se ne morajo razveljaviti tega, kar se je kadrovsko zgodilo. Tega ne morajo, to je res. Tu so si vse karte zaprli. Ne? Lahko kvečemo, zdaj bo najbrž spremenjen zakon, prvi je tale od resnice v igri, in zdaj bojo najprej odločali o tem, ne vem, še prejšnjega niso. Ne? Pa videl sem, da na tej konferenci PR-ovcev, ne, Skoj, ne, so preklicali vabilo Niki Kovač, ne, da bi predstavila tam akcijo My Voice, My Choice. No, to je že posledica te vlade, ali kako, mislim, da stajajoče nove vlade, ali neke nove klime, ali karkoli. Mogoče. Je pa zanimivo, tako, ne, nek časovni kontekst. Ne. Ja. Kar vem, je lani bila ona... bila ena od glavnih zvezd, ne, pa to. Mislim, že dolgo časa ni doživela kakšne odpovedi, ne? Njena dejavnost je bila v prvi vrsti usmerjena v predvolilno kampanjo. V tistem času so jo v celoti vse te organizacije promovirale. Ja, pa tudi zdaj je na dnevnem redu, ne? Predvidena, pa so jo povedali v bilo, zdaj trenutno pa ni koristna. Ne? In tu ravnajo pragmatično. Zakaj bi zdaj zapravljali svoj ugled za nekaj, kar povrhu ne koristi? Razen če bojo predčasne volitve. Pa bojo hitro povabili. Ja. Ponovno. Povsod bo, ja. Dobro, Edvard pa Peter, hvala za vajne komentarje, bilo je kar zanimivo. Vidimo se znova v petek 8. maja. Zdaj ta petek bo posebej pomemben, ker Zoran Janković napove, ne, ali bo kandidiral ali ne. Za naslednji mandat pa Tina Gaber bo imela okroglo obletnico, res dan 40 let. Ne. Tako da vse je zdaj v igri ta petek. To so pa ogromni dogodki. Ja, dnevi grmenja, ja. Do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.